Med nami prisrčno pozdravljam župana občine Brežice, gospoda Ivana Molana, namestnico direktorja Zavoda za šolstvo Republike Slovenije, gospod Stanko Preskar, prapoščake in člane veteranskih organizacij Posavja, ter vse vas ostale cenjene goste, ki ste se prijazno odzvali našemu vabilu. S pozdravom slovenski zastavi in naši himni smo pričeli praznovanje državnega praznika Dneva suverenosti, ki ga praznujemo prav danes. Oktober je na naši šoli prav poseben mesec. Lahko rečem mesec za praznovanje. Začnemo s tednom otroka in končamo z dnevom reformacije. Obeležimo pa tudi dan suverenosti in občinski praznik. Vsako leto oktobra praznujemo tudi dan šole, ko se spomnimo najvidnejših dosežkov učencev in učiteljev, ki so jih dosegli v preteklem šolskem letu. Pogledamo torej, za koliko smo zrasli. Tako v centimetrih, pa tudi za koliko smo napredovali v znanju in umiki. Ob tem se opremo na gibanje Rastoča knjiga, ki nas združuje v ljubezni do lepe besede in knjige. Knjiga pa ima na šoli, ne glede na obliko, poseben pomen in je tista, ki nas pelje po poteh spoznanj in znanja. Pesnica in pisateljica Efigenija Simonovič pravi, da je za vsakogar nekje ravno prava knjiga, ki na policiji potrpežljivo čaka, da spregovori s tistim, ki jo bo vzel v roke. In ravno v knjigah izvemo veliko o tem, kaj se je dogajalo pred 31 leti na slovenskih tleh, ko je mlado slovensko državo po 10-dnevni osamosvojitveni vojni zapustil zadnji agresorski vojak nekdanje skupne države Jugoslavije. Pa pojdimo po vrsti. Prisluhnimo učenki Sofiji, ki nam bo povedala pesem Domovina, nato pa še gospodu Antonu Supančiču, predsedniku pokrajinskega odbora Zveze veteranov za Posavje, ki nam bo zaupal, zakaj je dan suverenosti tako pomemben za nas kot posameznike in za našo skupno državo. Se pogled zgora, med griči spušča se do ravnega, z občutkom lepega, gre do srca. Moja Slovenija, pozdravljena. Dvojini rima se in se smahlja, spreminja v pesem se in se igra, odpira vrata vsa. Je kdo doma? Moja Slovenija, pozdravljena. Dalja dotika se kot mavrica, na pot odpravlja se, je brez meja, a zmeraj vrača se kot lastovka. Moja Slovenija, pozdravljena. Za mizo vabite, te potreplja, kot bratu vse ti da. Se ne proda, zdravica dviga se, izpi do dna. Moja Slovenija, pozdravljena. Drage učenke, dragi učenci, spoštovani učiteljski zbor, spoštovane gospe in gospodje, spoštovani veteranke in veterani. Danes je 25. oktober, je državni praznik, sicer ne dela ali šole prost dan,
vendar ga že nekaj let praznujemo ravno na pobudo Zveze veteranov vojne za Slovenijo in pa na pobudo Policijskega veteranskega društva Sever, na podlagi katerih je parlament Republike Slovenije sprejel ta dan kot državni praznik. Spomin na dan, ko je Slovenijo zapustil zadnji vojak Jugoslovanske armade, in sicer 25. oktobra leta 1991, kot je že ravnateljica rekla, po tisti 10-dnevni junijski vojni, konec junija in začetku julija 1991, ko smo bili po razglasitvi samostojnosti 25. junija 1991 primorani vojaki teritorialne obrambe in pa slovenski policisti z orožjem zavarovati in obraniti našo domovino, ki je bila napadena strani zvezne armade. V tej vojni smo zmagali. Zmagali smo zaradi enotnosti, zmagali smo zaradi naših prednikov, ki so se stoletja trudili in borili, da bi bila Slovenija samostojna, in zmagali smo zaradi tudi znanja, ki smo ga takrat imeli na področju vojaških, tudi vojaških ved skozi stoletja, ki smo jih pridobili. Včeraj že, mislim, da je bila posajena tudi tukaj lipa, skupaj z našim predsednikom močnega združenja Darkom Udovičem in pa gospa ravnateljica sta simbolno posadila slovensko lipo. Tretje leto zapovrstjo že dvigamo slovensko zastavo, skupaj veterani in pa učenci. Ta oba simbola, lipa in pa ta trobojka, sta nastala nekje v 19. stoletju, ko se je v Sloveniji začel prebujati narod, ko se je začela prebujati narodova zavest, in od takrat počasi so začele težnje po tej samostojnosti, ki je pa ta proces bil pač seveda dolg, dobrih 200 let, in dozorel je leta 1991, ko smo bili končno samostojni. Lipa in lipov list, da mogoče spomnim, vi se seveda tega ne, vaši starši pa prav gotovo še vejo, je bil v 80-ih letih, torej pred tistim letom 1991, kot en slogan, namenjen bolj gospodarstvu, turizmu, imenoval se Slovenija moja dežela. In zraven tistega napisa Slovenija je bil še zraven lipov list. In to je s časoma in pa v časih, ko se začela ta bivša država Jugoslavija razpadati, postal še nekaj več kot samo slogan namenjen za promociji turizma. Zatem so se začele tudi, bom rekel, smo se začeli Slovenci poistovati s svojo neko državo, čeprav mogoče še ne zavedoma, vendar je to postal neki vodnik. Če ste kdaj potovali takrat po Evropi, ste videli na kamionih ta slogan, celo na letalih, takrat smo imeli še nacionalnega prevoznika Adria Airways, je imel ta slogan, podobno kot je danes ta I feel Slovenija zelen, je bil to takrat. No, konec 80-ih let smo potem na plebiscitu, se pravi leta 90. decembra, smo se odločili, da gremo po svoji poti, in po 6 mesecih po plebiscitarni odločitvi je slovenska skupščina, slovenski parlament je izglasoval deklaracijo o neodvisnosti. Včeraj smo imeli tudi proslavo v ta namen, ki jo nekaj let zadnjih organiziramo v Brežicah za celotno Posavje, to je ob dnevu današnje dneva državnosti. Slavnostni govornik in visoki gost je bil predsednik republike Borut Pahor. Še predtem smo pa tudi dvignili zastavo pri gimnaziji oziroma pri pomniku obelisku zmage leta 1991. Rdeča nit, bom rekel, obeh teh prireditev, pa bom rekel, kar dobršen del odgovorov je bil namenjen tudi aktualni situaciji in sporednicah, ki jih vlečemo, in to, kar se dogaja danes po svetu, mislim predvsem na vojno v Ukrajini, ki je sicer ni tako zelo daleč, ni tudi blizu nas, vendar se nas je kakorkoli že dotaknila preko medijev, preko gospodarske situacije, in zatem bomo tudi na nek način morali živeti naslednja leta, ker tega še verjetno tudi kmalu ne bo konec. In neko žrtev, ki jo bomo morali vsi ob tem dati, bo mogoče tudi vezan na to, da mogoče malo slabši življenjski standard, ki je pred nami, zaradi vseh teh gospodarskih problemov, ki zaradi tega nastajajo. Vendar mislim, da moramo biti v tem potrpežljivi,
moramo biti srečni in veseli, da živimo v svetu, v parlamentarni demokraciji, ki nam vsake 4 ali 5 let omogoča, da na svobodnih volitvah izberemo svoje predstavnike in da smo del tega kluba večine držav na svetu, ki so del svobodnega sveta. In jaz upam in verjamem, da bomo tudi tako ostali. Želim vam še prijetno dan, čestitke vsem, ki ste napredovali na drevesu, na knjigi, rastoči knjigi, in pa seveda se veselim tudi srečanja ob letu in pa letih, ki prihajajo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Sukančič, hvala tudi vsem veteranom, območnemu združenju veteranov, da ste nam donirali lipo. Lipa že raste, lepo jo zaliva. Danes nam vreme pomaga sooblikovati tudi to prireditev. Prilagodili bomo neke zadeve, tako da ne bodo hitreje tekle. Danes ne bomo obešali teh vseh obeskov, ampak bomo samo povedali, bomo pa po nadaljevanju prosili hišnike, da to opravijo namesto nas, da vam skrajšamo skratka to pohajkovanje po dežju. Ampak plesali pa bomo v dežju, to pa obljubim. In tukaj že nekateri nestrpno čakajo, zato pa najprej dovolite, da se zahvalim za to, da je oddelek veteranov 91 Posavje nosil zastavo. Pomagala sta jo nositi Lija Čurič, najučenka v lanskem šolskem letu, in pa Dimitrije Cucojevič, ki je letos devetošolec, izredno uspešen učenec, in upam, Dimitrije, da te bo ta čast, ki ti je doletela letos, spodbudila k res izjemnim dosežkom tudi v tem šolskem letu. Hvala lepa torej vsem in pa morda povem, da se bodo prapuščaki umaknili, prapuščaki bodo zapustili to naše prizorišče, mi pa bomo krenili po našem programu naprej. Šolo, kot sem dejala, poseben dan. Dan s posebno vsebino, kot ga imenujemo. Z učenci razmišljamo o vrednotah, te pa smo povezali predvsem s prijateljstvom, z medsebojnim spoštovanjem, strpnostjo, sodelovanjem in povezovanjem ter praznovanjem vseh teh naših obletnic. K besedi vabim gospoda župana Ivana Molana, da nas popelje skozi ta naš brežiški oktober. Izvolite, prosim. Učenke in učenci, spoštovana ravnateljica, učiteljski zbor, vsi zaposleni v šoli, spoštovani gostje, veterani, prav lep in pa prisrčen pozdrav tudi v imenu občine Brežice, v mojem imenu oziroma v imenu občank in občanov občine Brežice. Danes praznujemo praznik, državni praznik, dan suverenosti, in to je bilo res izjemno pomemben dogodek, predvsem za nas v Posavju, kajti dejansko to so se odvijali pomembni boji in zelo veseli smo bili, ko smo končno doživeli, da so nas zapustili agresorski vojaki bivše Jugoslavije. S tem seveda smo postali realno samostojni in smo imeli možnost, da se razvijamo na vseh področjih, da razvijamo nov gospodarski razvoj, da razvijamo demokratičen razvoj in da seveda zadihamo kot polnopravna članica Evropske skupnosti in pa seveda tudi ostalih organizacij. Tudi v občini Brežice smo v tem časih veliko tega postorili in jaz verjamem, da smo v tem času ogromno postorili tudi za šole, za najmlajše, za vas in seveda, kar sem zelo vesel, v oktobru tudi praznujemo občinski praznik, in veseli me, da tudi vaša šola in tudi ta dogodek je posvečen našim občinskim praznikom. S tem kažete pripadnost svoji občini, pripadnost vsem našim občanom in s tem seveda kažete tudi spoštovanje do občine in pa občinske
sveta in pa vseh nas. Seveda tudi občina skrbi za to, da imamo urejene šole, da imamo urejene vrtce, da imamo urejeno infrastrukturo in pa seveda, da imamo tudi urejene druge programe od športa, kulture in društev, in to je tudi naša naloga in z skupnimi močmi to delamo, in kot je bilo že danes povedano, to delamo družbeno odgovorno, z dobrim sodelovanjem in pa povezovanjem. Zato jaz sem tudi vesel, da vsako leto organizirate to rastočo knjigo, s tem seveda se spomnite tiste, ki so bili v tem letu najbolj uspešni na svojih področjih. Jaz vam res vsem tem čestitam, kajti teh priznanj je ogromno, predvsem pa seveda vsem ostalim, ki vam je pa mogoče zmanjkala kakšna točka, pa želim, ali pa mogoče kaj več, da želim, da v naslednjih letih bo tudi vaš ali krogec ali kaj drugega na tem prečudovitem hrastu in da boste tudi vi bili tisti, ki boste zapisani kot pomemben člen zgodovine vaše šole. Tako da na koncu vsem skupaj želim vse dobro ob današnjem državnem prazniku, želimo pa tudi vse dobro v občinskem prazniku, ki ga bomo praznovali 28. oktobra. Lep dan in srečno! Hvala, spoštovani gospod župan, za vaš nagovor. Sedaj pa presenečenje. Je knjiga, ki je več kot knjiga. Je skrinja narodne zaveze, je duh, ki se na časom dviga. Je zvezda stalnica, ljubezen. Je knjiga, ki je več kot knjiga. Je večno živ brevež zavesti,
je nepretrgana veriga človeške sreče in bolesti. Je knjiga, ki je več kot knjiga. Je iskra, žar, je nežen plamen, ki baklo upanja prižiga. Je znamenje vseh naših znamen. Je knjiga, je rastoča knjiga. Gre čez ožine in plitvine, globino sega, v vrh se dviga, skozi vsa obnebja zgodovine. Je knjiga in med nami biva, kot listina, kot darodov, kot dragotina neminljiva, kot živ simbol, kot kruh in sol. Hvala Izabora, hvala učiteljici slovenščine Stanki Koren, skupaj ste izbrali pesem in pa hvala Mladinskemu pevskemu zboru za prenovljeno šolsko himno, ste jo prepoznali. Hvala Katja Lipičnik, od Vajta Tirko, ste pridno vadili. Vse dobro. Tako, ponosni smo, da smo lahko del tega vseslovenskega gibanja Rastoča knjiga. Naj povem, da ravno danes poteka drugi festival Rastoče knjige v Ljubljani. Žal nismo mogli biti tam, oni pa ne pri nas, ampak pošiljamo jim pozdrave v državni svet in seveda pričakujemo, da bomo naslednje leto bolje načrtovali in se uskladili. Šolsko leto 2021-2022 se bomo zapomnili po mnogočem. Najbolje pa se nam bodo vtisnile v spomin lepe stvari. Med njimi bodo tudi dosežki učenk in učencev ter njihovih mentorjev. Naj povem nekaj podatkov. V programu Osnovna šola in šola s prilagojenim programom so učenci od 1. do 9. razreda lani prejeli 447 bronastih priznanj na šolskih tekmovanjih, 26 srebrnih priznanj na regijskih in državnih tekmovanjih in 7 zlatih priznanj na državnih tekmovanjih. Bralno značko je osvojilo denimo 550 učencev, 59%. Ne bom se ravno hvalila s tem odstotkov, želimo si več, pa vendar glede na vse to, kar smo preživljali zadnji 2 leti, mislim na pandemijo koronavirusne bolezni, da si nekako smo lahko kar zadovoljni, čeprav moramo letos ta odstotek vsekakor izboljšati. Torej, danes bomo, drage učenke, učenci, spoštovani zbor, predstavili te učence, ki so bili v lanskem šolskem letu najuspešnejši. Seveda tudi njihove mentorje. Prvi rdeči val, ki bi ga obesili, pa ga bomo samo pokazali, si je prislužil Gašper Ivanšek s prvim mestom na fotografskem natečaju Evropa v šoli na državnem nivoju. Njegova mentorica je bila Bojana Mavri Pavlič. Žal danes nista mogla biti prisotna tukaj, oba sta zadržana, zato bi v njunem imenu ta rdeči val obesila Lija Čurič. Lija, se pokažeš? Lija je bila namreč lani najučenka generacije, kot sem že rekla, prislužila si je ta naslov za spoštljiv odnos do sošolcev, zaposlenih, za osvojeno bralno značko, za odličen uspeh in pa seveda, Lija, veš, za res požrtvovalno in uspešno delo na kulturnem področju vrsto let, skoraj vsa leta, kar si bila tu pri nas na šoli. Hvala lepa ti. Fotografirali in če dovoliš, stopim k tebi. Kot držnikov. Hvala lepa. Krastu pa vabim Tarika Kuspić-Pahića, Dimitrija Cocojevića in Oljo Bizjak. To so 3 učenci, ki so v lanskem šolskem letu prejeli zlato priznanje iz biologije. Stefanovo priznanje. Njihova mentorica je bila Suzana Vlaisevič-Bursač. Suzana, si tukaj? Ja.
Dobrodošla oba. Naša Olja se nam bo pridružila verjetno kasneje, kajti na gimnaziji danes imajo pomembne dogodke, pišejo teste in tega ne gre zamuditi. Čestitke. Obesili bomo tukaj nekje, tako da vsak svoj val bo imel, vsi trije vsak svojega in naj vas res te rdeči vali, to so naši najpomembnejši, torej iz znanja, naj vas spominjajo na to, da ste prispevali k tej kulturi tudi svoj zelo pomemben prispevek. Hvala lepa vsem. Hvala tudi mentorici. Ne zgodi se pogosto, da na enem tekmovanju, v enem šolskem letu imamo 3 zlata priznanja. Dimitrije Cocojevič pa si je lani prislužil tudi zlato priznanje na tekmovanju iz slovenščine, torej Cankarjevo priznanje. Njegova mentorica je bila Mateja Bogovič-Pifnja. Še enkrat pridi Dimitrije, mislim, da je Mateja tukaj. Čestitam obema. Vemo, kako težko je priti do zlatega priznanja na državnem tekmovanju. Tako je, bravo. Tako kot sem pa že rekla, Dimitrij je devetošolec in letos pričakujemo od njega še lepih rezultatov. Hvala, Dimitrij. Sedaj pa je na vrsti že glasbena točka. Ko boš prišla na Bled. Boš moja punčka spet, za naju brz posled, kot češnja v cvet. Na klopco greš sedet in z mano zvezde štet, in srčence si gret, ko boš prišla na Bled. Tvoj srček zlat, podelal ti kata. Člani Mladinskega pevskega zbora in zborovodkinji Katji Lipičnik. Sedaj pa prosim, da se mi pridružita Zara Kramžar in Živa Tomše. Na E-hrast bi danes odnesili vsaka svoj moder val. Še dobro, da ga ne bomo obešali, ker nimamo dovolj rok. Se tudi to zgodi. Dobrodošli. Prosim pa mentorica Andrejo Resnik, da se pridruži. Jaz pa povem, da sta na šolskem plesnem festivalu, rečemo mu ŠPF, na individualnem nivoju vsaka dosegli zlato priznanje, vsaka za svojo koreografijo. Sebi pa vabim še čestitam. Vsaka bo imela svoj val, bosta vsaj za fotografiranje. Bliže pa naj pridejo še
Ema Rožman, Ema Jaklič, Isadora Godler, Žana Supančič, Lija Čurič, Maja Drenik in Iva Lazič. To pa je ekipa, ki je dosegla prvo mesto na skupinski koreografiji, tudi na plesnem festivalu ŠPF. Čestitam, dekleta! Želim, da ustvarite še veliko dobrih, uspešnih koreografij in da res uživate v plesnih korakih tudi v bodoče. Hvala vam, hvala mentorici. In zdaj smo že pri športu. Ne vem, ali je ples šport ali je kultura. Tale je res zanimiva zadeva, tudi vprašanje, nekdo bi moral na to odgovoriti, sama ne znam. Za šport pa vabim k hrastu Lijo Pinterič, Lili Pinterič, Lan Boh naj pride, Leon Vahčič, Jaka Recer, Tija Vovk, Taja Grubiša, Oskar Božiček, Božičnik. Je tak? Kaj mislite, o kateri športni disciplini so pa zmagali tile? Plesali niso, ampak veliki kanu. Tako majhni pa veliki kanu. Veslanje jih je učila Marjanca Pečar. Pridi bližje. Pomočnica in učiteljica športa. Pogumno so na Savi se odpravili z vesli in s čolnom navzgor. Čestitam. A boš vzela en hval? To je vaš. Verjamem, da boste tudi letos boste v večji kategoriji. Uspešno vam želim veslanje in pa seveda tudi vse druge športne aktivnosti, ki se jih boste gotovo lotili. Hvala vam. A ste opazili te nestrpne, majhne, velike tretješolce seveda, da ples res živi na naši šoli, bodo pokazali vsi učenci in učenke 3. razreda 4 oddelkov, ki bodo predstavili svojo plesno točko, ne boste verjeli. Kako ste jih poimenovali? Gusarji, so rekli. Najbrž so vedeli, da bo danes mokro in da gusarji so radi na mokrem, ne da? Izvolite, prosim. There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a Tahiti. The wind blew up our heart up and along. Seen a wind 2 weeks from shore and down on the bar. A right whale board, the captain called all hands and swore he'd take that whale in tow.
se ogreli? Je boljše, ne? Morda ste pregnali tudi dež, bomo videli. Hvala Špeli, Bohterodešček in Mirni Vaš, ki sta vas pripravljali in naslednjič bo nekaj novega. Hvala. To so bili, sedaj smo obeležili pravzaprav dosežke učencev, ki so jih dosegli v programu Osnovna šola, če tako rečem. Sedaj so pa na vrsti učenci v programu Osnovne šole s prilagojenim programom. Kot že veste, so uspešni na športnem področju zelo pogosto in tudi lani ni bilo nič drugače. 2 zlati prvi mesti so si priborili so si prvo mesto v namiznem tenisu in v mali odbojki. Prosim mentorico, učiteljico športa, ki je Viko Lopatič, da se mi pridruži. V namiznem tenisu je bila prvo mesto dosegla Alenka Kovačič, ki danes žal ni z nami, ona je srednješolka v Novem mestu, pač ni mogla priti. Odbojkarice so pa tukaj, izvolite, pridite naprej. Ekipo odbojke so sestavljene. Aha, tole moram najti. Alenka Kovačič, ki sem jo že prej imenovala pri namiznem tenisu, pa Sanela Selimovič, Natalija Selimovič Nikolov, Agnesa Krasniči, Nika Fuchs in Bojana Nikolov. Bravo, dekleta! Ja, še malo obraz pokažite, malo tako, ja. Hvala tudi naši Hedviki, poznamo jo kot srčno učiteljico športa in še česa, bi rekla, za življenje, ne? Recimo tako. Povem pa, da je osnovna šola, zdaj smo že pri najšportnih šolah, osnovna šola s prilagojenim programom, torej oddelki v tej kategoriji lani prejela srebrno priznanje. Najšportne šole, podeljuje ga Ministrstvo Republike Slovenije za šolstvo. Pa prosim Hedviko, da pove, zakaj vse, boš prišla k mikrofonu. Letos izjemoma za srebrno priznanje dajemo tudi posebno znak na naš e-hrast, ker je bilo teh tekmovanj res veliko, drugače dajemo samo za zlata priznanja in prva mesta, ampak glede na to, da so se udeležili veliko tekmovanj, da so dosegli veliko drugih mest, da je malo zmanjkalo točk, nekdo je prej rekel, kakšna točka, gospod župan je rekel, kakšna točka je zmanjkala, zato mislim, Hedvika, da si tvoji varovanci na športnem področju zaslužijo ta modro kocko, ki jo bodo potem hitro, da ne bojo se moji gusari razmočili. Ravnateljica je že povedala prva mesta, kar nekaj drugih mest smo dosegli v veslanju, veliki kanu, plavanje, atletika, skok v višino. Tretja mesta, ekipno badminton, namizni tenis, sanela, atletika, višina. Najbolj smo pa ponosni na tretje mesto v atletiki za deklice, ekipno, kar je tudi zgodovinski rezultat, tako visoko še nismo bile. Sicer pa na razpisu za najbolj športno šolo šteje tudi druge gibalne dejavnosti. Mi skrbimo za zdrav življenjski slog, kot je že ravnateljica povedala, in z aktivno jutranjo hojo začenjamo vsako jutro, ne glede na vreme, tudi takšno kot je danes, nas ne ustavi, in sicer pred poukom že 6:20 mi krenemo na pot okoli Brežic. V lanskem šolskem letu smo tako skupaj prehodili 2800 kilometrov, letos septembra pa smo jih prehodili že 500, tako da rekord bo letos padel. Zelo pomembno je v tem naboru tudi plavalno opismenjevanje, kateremu na naši šoli dajemo velik pomen. Otroke želimo tako opolnomočiti in jim privzgojiti zdrav življenjski slog.
Seveda pa pri vsem tem ne morem mimo Mirnega morja, to je projekt, ki ga peljemo že 8 let, to je posebna zgodba in nagrada za naše učence. Pogojev za vključitev v posadko je več, vsekakor je pomembno prej omenjeno znanje plavanja. Danes pa imamo še en dodatni izziv za sprejem v OŠB gusarsko posadko in zdaj se bomo vsi skupaj prepričali, kako naši veseli gusarji znajo tudi plesati. To je tudi pogoj, da prideš v ekipo. Zato prosim DJ glasba. Še ravnateljica bi nekaj povedala. Malo še počakajmo, jaz povabim še k meni vodja aktiva športnih pedagogov Mirana Abrama. Naj povem, da osnovna šola, program osnovna šola, tu pa smo bili zlato priznanje za najšportna šola, že od 2005 smo na tem programu uspešni in čestitam vsem športnim pedagogom, vsem, ki pripomorete do tega in seveda učencem, ki dosegajo dobre rezultate in navdušujete za gibanje in šport. Modra kocka bo torej za oba programa, sedaj pa gusarji, danes smo sami gusarji v šoli. Hvala. Ta koreografija je nastala na Mirnem morju. Ki jo je naredila Mirna Šiljevinac pred 8 leti. Mirna vaš. Mirna je bila takrat še Šiljevinac. Tako je. Hvala lepa. Hvala tudi občini Brežice, ki pomaga, da naše Mirno morje vsako leto je res mirno, da ni razburkano in da se ga otroci lahko že veselijo že vnaprej. Hvala. Sedaj smo pa pri tistih tamle na rumenem pladnju, samo še nekaj takih obeskov imamo za obesiti, pa da bo šlo hitreje. Vabim, da se mi pridruži Petra Vaš, da se mi pridruži Lidija Povh, ne, ona ne, ker manjka, danes je odsotna, Katarina Novak in pa Nataša Kernc.
Vi veste, da je naša šola poznana po projektih, lahko rečem dobrih projektih, iz katerih smo se vsako leto in vsa leta veliko naučili. Petra skrbi za projekte Erasmus+, izvoli, katera 2, 3 si na lanskem šolskem letu uspela z razpisi pridobiti. Najprej en lep pozdrav, čeprav je deževen, pa vseeno mislim, da je en tak lep dan z našimi dosežki, na katere smo res lahko ponosni. Jaz vam predstavljam naše Erasmus projekte. Trenutno zaključujemo 2 Erasmus Plus projekta strateška partnerstva, v kateri smo upravili v letošnjem letu kar 6 mobilnosti z našimi učenci. Na novo imamo 3 Erasmus projekte, ki so pa raziskovalni projekti, že imam svojega, hvala. Kar pomeni, da so malo drugačni kot te, ki jih poznamo. Gre za raziskovalno delo učiteljev. V prvem projektu, ki se imenuje WEL-19, raziskujemo psihološki učinek COVID-a tako na učitelje, učence in pa kako še ta dobrodošla pomoč psihologov na šoli, ali se je spremenila, ali se je povečala v tem času. V tem ekipi pozdravljam Marjanco Pečar, Katarino Žičkar in pa Aleksandro Slak. V drugem mednarodnem projektu, ki je prav tako raziskovalni projekt in se imenuje Multimodalnost in pa Literacy in School Classrooms. Tukaj bomo raziskovali v bistvu, kako multimodalnost lahko uporabimo v razredih. Pisali bomo nov kurikulum. Tretji pa je Up to Date. V tem pa se bomo ukvarjali z digitalno pismenostjo, ki vemo, da je sicer lahko zelo pozitivna, lahko včasih pri nas so tudi kakšne slabe stvari. Ukvarjali se bomo s tem veščinami, R, VR, Tools, tako da tukaj pa se boste meni pridružila še naša 2 računalničarja, Jani Šepec in pa Nataša Keremc. No, v drugem se pa pozabila povedati, da se boste pridružila Nina Tucovič in pa Josipa Zupančič. To so projekti, ki prinašajo neko res dodatno znanje, ki ga bomo potem z veseljem tudi delili v naši lokalni skupnosti, ko bo šlo za diseminacijo projekta. Najlepša hvala in pa vsem še naprej lep dan. Hvala Petra, uspešno delo vsem. Vabim pa Natašo Keremc. Vi veste, da mikrofonu nisem pozabila Katarine, ampak ker je Petra omenila IKT, znali smo potem, da smo zgodaj začeli s opismenjevanjem, tako da letos smo se vključili tudi v državni projekt Dvig digitalne kompetentnosti. Nataša, izvoli nekaj besed o tem. Na osnovni šoli Brežice stremimo k celostnemu razvoju naših učencev, torej tudi na področju informacijske komunikacijske tehnologije. Danes vidimo, da so bile pretekle prakse prave, ko smo med prvimi v Sloveniji pouk obogatili z interaktivnimi vsebinami. S sodelovanjem v projektu Dvig digitalne kompetentnosti bomo poglobili sistematično uporabo IKT-ja pri pouku ter skrbeli za dvig digitalnih kompetenc učencev in strokovnih delavcev na naši šoli. Uspešno delo želim. Naša šola pa je znana že vrsto let tudi po tem, da si prizadevamo za dvig kakovosti. Nekoč smo to zelo hrabro imenovali od kakovosti k odličnosti. Tudi to našo delo bomo nadgradili v projektu Mreženje za kakovost. Izvoli Katarina, povej nam nekaj o tem. Mreženje je investicija v medosebne odnose in nam prinaša korist na vseh področjih delovanja, tako osebnih kot poslovnih. V okviru razvojne naloge Mreženja za kakovost vrtcev in šol bomo ob pomoči Zavoda Republike Slovenije za šolstvo naslednji 2 leti spremljali kazalnike za doseganje standardov kakovosti na različnih področjih vzgojno-izobraževalnega dela na šoli. Hvala, Katarina. Uspešno delo tudi na tem področju. Sedaj pa nas čakata še 2 vijolični krogli, ki bosta letos obešeni na tem našem virtualnem hrastu, e-hrastu. Enega smo si prislužili s tem, da nam je območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Brežice in Zveza veteranov vojne za Slovenijo Posavje, da sta nam v preteklem šolskem letu podelili listino za sodelovanje in pa
spominske kovance ob 30-letnici samostojnosti. Prosim gospoda Udoviča in Supančiča, da se mi pridružita. Zahvaljujem se, da lahko to druženje vsako leto nadgradimo. Ja, seveda. Da nam pomagate pripraviti to prireditev, da lahko pravzaprav mi torej res hvala za sodelovanje vsem, se priporočamo, skupaj vzgajamo učence, skupaj se učimo in mislim, da je to najboljše. In hvala za malo učno uro zgodovine, ki ste nam jo danes predstavili. Ja. Gospod Patricijo Čular, da se mi pridruži lani, ko smo praznovali 50. obletnico šole na tem prostoru, na Levstikovi 18, je občina v osnovni šoli Brežice podelila priznanje in tudi za to priznanje se zahvaljujem vam, celotni občinski upravi in hvala za sodelovanje vsa ta leta. Bova mi dve kole, bova pod eno streho. Sedi sva ravno z nekega sladkorja, sva pa znati. Hvala lepa. Tako, s tem našim podeljevanjem raznih okraskov na naš e-hrast smo zaključili za letos. Čaka nas še nastop. Šolski bend je pripravljen, zaključna točka. Glede na to, kakšno vreme imamo, pa bom zvedela, ali, mi kažejo, da bo, imamo še presenečenje. Našemu povabilu so se prijazno odzvale mažoretke iz Dobove. Tukaj bi morali mi defilirati do naše lipe, ki smo jo posadili včeraj, pa bodo samo zunaj vas počakale in skupaj bomo odšli in pogledali njihov nastop. Seveda, še prej bomo pa prisluhnili šolskemu bendu. Dobro jutro življenje, lahko močnega tipa, kaj bo jutri ne vem, na ta moment tukaj šteje. Dobro jutro veselje, lahko noč stave misli, generacija poje noci na stare ritem. Noge so lahke, v zraku ljubezen, naj me odnese noč, naj le nosi. Levo in desno so znani obrazi, ki me poznajo v srci. Da bi nosil moč, beli, da bi celo noč, da pozabimo skrbi za to danes. Dobro jutro življenje, lahko nočnega tipa, kaj bo jutri ne vemo, ta moment tukaj šteje. Dobro jutro veselje, lahko noč slabe misli, generacija poje noci na stale ritem. Dobro jutro življenje, lahko nočnega tipa, kaj bo jutri ne vemo, ta moment tukaj šteje. Dobro jutro veselje, lahko noč slabe misli, generacija poje noci na stale ritem. Generacija poje noci na stale ritem. Hvala lepa. Sedaj pa vabim goste in seveda vse vas, učenke in učenci, učitelji, da se sprehodimo mimo šolskega vrta na naše šolsko rokometno igrišče. Pogledamo lipo, ki je tam že lepo zalita, posajena in zalita, in še pogledamo nastop mažoretk. S tem bo današnji program zaključen. Zahvaljujem se vsem gostom še enkrat, da ste prišli in vam
za potrpežljivost. Lep dan vam želimo vsem skupaj. Hvala. Hvala seniornim zavetnjam, mažoretke dogovorci so bile. Hvala gospe Gordani Radanović, da je poskrbela, da smo lahko ob koncu današnjega programa se uživali v vaših nastopih. Naj povem, da so pred kratkim zavrnile Prage,
tekmovanja, kjer so zelo pomembna in odlična mesta. Katera prva vse, ne vem točno, ampak vem, da so bile zelo uspešne in čestitam vam za to in hvala lepa. Spoštovani obiskovalci, drage učenke in učenci, res hvala, da ste se odzvali, da smo počastili ta današnji državni praznik. Vidimo se vsaj naslednji dan z učenci in učenkami, učitelji seveda tudi, vsemi vami pa ob prvi priložnosti. Hvala še enkrat za vašo pomoč in sodelovanje.